Pozdravljam. Danes smo se odločili, da se odzovemo na nemško-francoski predlog pakta za konkurenčnost, ki bo zagotovo močno vplival tudi na življenje pri nas. To je realnost nekih politik in politike v Evropski uniji. No, o tem najprej naš kolega magister Ladi Rožič, izvolite. Hvala. Ja, v ponedeljek so se sestali finančni ministri Evroskupine z namenom okrepitve Evropskega inštrumenta za finančno stabilnost. Želijo doseči dogovor o sredstvih, ki bi znašala 440 milijard evrov, ki bi jih Evropska skupina namenila za ohranitev finančne stabilnosti Evropske in monetarne unije, zagotavljanjem začasne finančne pomoči državam, članicam evroobmočja, ki so v težavah. Krepitev tega instrumenta je sicer potrebna, ker zaradi zagotavljanja najvišje bonitete temu medvladnemu skladu, ki so ga ustanovile države z evrom in ta trenutno ne zagotavlja dovolj sredstev, kot vam je znano, in da kot še v lani v Uniji zatrjevali, da bo finančni trg rešen. Medvladni sklad naj bi v 3 letih zagotavljal do 440 milijard evrov posojil, govori se o 500 milijardah, s tem, da bi na vsak evro tudi IMF dal 0,50 centa, to je cirka 750 milijard evrov. To so posojile državam v težavah, vendar jih dejansko zagotavlja trenutno le 250 milijonov. Tako da mora območje evra sedaj najti način za okrepitev tega sklada, tako da bo res zagotavljal obljubljena sredstva. Tako nemška kanclerka Angela Merkel kot francoski predsednik Nicolas Sarkozy sta v začetku februarja, to je ta mesec, na vrhu Evropske unije v skupni izjavi pozvala k izrednemu vrhu držav v območju evra v mesecu marcu, sicer 11. marca, ko naj bi pripravili predloge za zbližanje ekonomskih politik evropskih držav za ciljem izboljšanja konkurenčnosti. Tako Merkelova kot Sarkozy sta ob tem predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuyja pozvala, naj opravi posvetovanja z drugimi članicami s ciljem odločitve o tem vprašanju na vrhu Unije konec meseca marca. Tako Merkelova kot Sarkozy želita okrepiti konkurenčnost Evrope in njenega gospodarstva, želita zbližati različna evropska gospodarstva. Z najmočnejšo integracijo ekonomskih politik pa naj bi dosegla en sam cilj, in sicer krepitev konkurenčnosti gospodarstva znotraj EU. Ta niz nemško-francoskih predlogov je imenovan pakt konkurenčnosti, pakt za konkurenčnost, ki naj bi vseboval ključne predloge, ki se pa nanašajo. To je 6 predlogov, in sicer prvi predlog je ukinitev indeksacij plač, drugi predlog je oblikovanje skupne davčne osnove za davek od dobička pravnih oseb, tretji je prilagoditev pokojninskih sistemov demografskemu razvoju, to je povprečje upokojitve starosti, v bistvu nek enoten pokojninski zakon za Evropsko unijo, sporazum o medsebojnem priznavanju diplom in poklicnih kvalifikacij za povečanje mobilnosti delavcev v Evropi, obveznost držav, da ustanovijo nacionalne sisteme za krizno reševanje bank in kot zadnji vzpostavitev zakonodajnih ukrepov, ki bodo pripomogli k dosedanjim fiskalnim politikam držav preko alarmnega mehanizma za dolg. Kljub temu, da je kar nekih teh predlogov v redu, je pa kar nekaj predlogov, ki je izredno spornih lahko za Slovenijo, in povsem nerazumljivo je, da jih je naš predsednik vlade kar takoj podprl. Ni se posvetoval z nobenim, vse predloge je podprl in smo ena redkih držav, ki je kar šla v podporo teh predlogov. Dejstvo pa je namreč, da je enotna gospodarska politika v EU ni splošno uporabna, saj med članicami obstajajo velike razlike. Tako v stopnji razvitosti, strukturi njihovih gospodarstev, različnega stanja pred krizo, različnega vpliva krize na posamezna gospodarstva.
Poenotenje bi po našem prepričanju samo še povečalo nihanja, medtem ko bi jih raznovrstne politike primerne za vsako posamezno državo članico zmanjševale. Prav tako predlogi kažejo, da se bo evropska konkurenčnost in konkurenčnost držav članic ponovno krepila na račun zaposlenih in prebivalcev Evrope, ne pa račun tistih, torej bank, ki so krizo povzročile. Tako v Zvezi svobodnih sindikatov ne vidimo enoznačne potrditve in podpore pri načrtu Merkel-Sarkozy, vidimo pa tudi nekaj problemov v tih 6 predlogih. Kot najprej bi se ustavil pri ukinitev sistemov indeksacij plač. Države imamo različne sisteme določanja plač, kar pa velja tudi za usklajevanje plač, prav tako pa imamo zelo različne višine plač. Plače v Sloveniji in plače v Luksemburgu se bistveno razlikujejo. Naša povprečna plača je precej nižja, kot je minimalna plača v Luksemburgu. Prav tako indeksacijo oziroma usklajevanje z inflacijo ne poznajo vse države. Recimo države Beneluxa, druge države imajo druge plačne sisteme in na drugačen način določajo plače. Enoznačna ukinitev indeksacije ali zamrznitev usklajevanja plač ne bi bila primerna. Zakaj? Predvsem zato, ker se trenutno najbolj držijo osnovne življenjske potrebščine, življenje je vse bolj drago, samo plače in pokojnine pa naj bi po tem predlogu ostale enake. Sicer predlagajo, da bi se usklajevale z produktivnostjo, tu se pa lahko pojavi kar nekaj težav in te težave so zaznali že tudi v Nemčiji, ker če bi usklajevali z povprečno produktivnostjo na ravni države, bi lahko škodovali tistim dejavnostim, ki imajo hitrejšo rast produktivnosti, oziroma tiste dejavnosti, ki imajo nižjo rast produktivnosti, bi zaradi povprečne rasti produktivnosti lahko morale dvigovati plače. In v Nemčiji se mi je to pojavilo in so naši nemški kolegi sindikalisti opozarjali, do kakih sistemskih napak je zaradi tega prihajalo. Potem podoben sistem je prilagoditev pokojninskih sistemov in s tem povzročene upokojitvene starosti. Države se soočajo z različnimi pogoji na trgu dela, predvsem pa z različnimi delovnimi pogoji in z različno intenzivnostjo dela. V nekaterih državah delavci brez problema delajo 67 let, ker jim je to omogočeno preko primernih delovnih mest. V Sloveniji to skozi ponavljamo, imamo največjo intenzivnost dela in naša delovna mesta niso prirejena tako, da bi lahko delavci držali do 67 let, kar je skoraj nemogoče. Na to opozarjajo tudi delodajalci, vsi razen gospodarske zbornice, ki je pač unikum v tej državi. Po drugi strani pa seveda tudi nekatere teze v Zvezi svobodnih sindikatov podpiramo. Prvič, vzpostavitev nacionalnega sistema kriznega upravljanja v bankah. Enako nam je všečna skupna davčna osnova za davek od dobička pravnih oseb. Vkolikor bi v Evropski uniji uspeli s tako dikcijo, bi bilo konec davčnih oaz in se sredstva ne bi selila v tiste države, kjer so manjše obdavčitve. Problem pa tu nastaja v tem, da je država po vstopu v Evropsko monetarno unijo ostala v oblasti oziroma v politiki le še fiskalna politika. Kajti monetarno politiko vodi Evropska centralna banka. In nobene države se do zdaj niso bile temu pripravljene odpovedati, ker potem v bistvu odpade tudi smisel nacionalne države oziroma vodenja države. Ob tem, kar je naš predsednik takoj pozdravil, je pozdravil tudi predvidene kazni. Torej, višje kazni v primeru povečanja javnega finančnega primanjkljaja in dolga. Vse države v okviru pakta stabilnosti in rasti že v preteklosti niso spoštovale pravil. Trenutno pa je v postopku zaradi čezmernega primanjkljaja kar 34 držav članic Evropske unije, 24 držav članic Evropske unije, od tega tudi Slovenija, Nemčija in Francija.
tem, da so razlike kar velike in da nekatere bi se usklajujejo se do katerega leta, ali bo leto 2013, ali bo leto 2015, uspele prilagoditi tem pogojem. Dejstvo pa je, da so kazni predvidene kar visoke in so kazni predvidene od 0,1, 0,2 oziroma do 0,5 bruto domačega proizvoda, s tem, da recimo, če bi bila dikcija 0,2, kar je podprl tudi naš predsednik, bi naša država trenutno plačala kar 72 milijonov evrov kazni. Vse te omejitve sicer so potrebne, vendar ne zopet, ponovno podarjam, na račun ljudi, temveč so še drugi vzvodi državi, v kateri se lahko javnofinančni dolg zmanjša, ravno tako pa proračunski primanjkljaj. Ja, to je res bistvo, kar je kolega Ladi rekel. Namreč, mi ocenjujemo, da je v bistvu to pakt za zniževanje življenjskega standarda ljudi. Namreč, to, da bi ukinili indeksacijo plač, to v bistvu pomeni zniževanje realne vrednosti plač. To je rezultat tega. To pomeni, da bo spet breme reševanja javnih financ v tej nesrečni Evropi bilo prevaljeno na delavke in delavce. To pomeni direktni suspens kolektivnih pogodb. Saj, kaj je bistvo kolektivnih pogodb? Saj v Sloveniji zagotovo en izmed najpomembnejših vsebin je dogovor med partnerji o zaščiti realne vrednosti plač. In dokazljivo smo v Sloveniji, delodajalci in sindikati, vedno z neko odgovornostjo se dogovorili, vse smo se kregali, prepirali, ampak vendarle dogovori so bili tukaj, dokazljivo dobri za Slovenijo. Zdaj pa bi ta inštrument črtali in vzeli iz kolektivnih pogodb. V bistvu gre po našem trdnem prepričanju za še en korak pri omejevanju suverenosti držav Evropske unije na segmentih, ker to res ni potrebe. Ni potrebe. Prav tako smo seveda proti harmonizaciji pokojninskih sistemov. Če pa gremo po tej poti, potem moramo biti dosledni. Dajmo harmonizacijo plač, dajmo harmonizacijo varstva pri delu, varstva okolja, potem pa dajmo dosledno. In dejansko je nerazumno, da naš predsednik vlade s tako lahkotnostjo, nekritičnostjo, takoj daje podporo, ker večina drugih držav je že reklo ne. Luksemburg, Avstrija so se takoj naslednji dan odzvale, da so proti harmonizaciji pokojninskega sistema. 8 drugih držav je proti nekaterim drugim ukrepom, proti suspenzu varovanja realne vrednosti plač z eskalacijo plač. 8 držav je nemudoma odreagiralo. Naš predsednik, naša vlada takoj zaploska. Preden Merkelova zaključi, se že ploska. To je zdaj model, ki se želi iz Nemčije kot zelo agresivno preseliti v vse evropske države. Ampak ni moč spregledati, kdaj to prihaja. Namreč to bo sprejeto konec meseca marca, 24. in 25. marca v Evropskem svetu, to je zasedanje. Nekoliko kasneje so pa v Nemčiji deželne volitve v 3 pomembnih deželah, kjer pač kanclerka brani neko svojo pozicijo. Te stvari se upadajo z nekimi dogodki v Nemčiji. In naši politiki slepo sledijo, ne da bi se zavedali, da v bistvu, ko skače na ta vlak nemško-francoski, so v bistvu totalno, res izgubljajo ugled, ta hlapčevski odnos je neverjeten. In ne ščitijo naše interese. Ni interes slovenskih delavk in delavcev kot del neke države in družbe odprava eskalacije plač. Ni v interesu. Absolutno to pomeni prispevek k padcu realne vrednosti plač.
In ves ta model v bistvu, mi rabimo v bistvu pakt za odpiranje novih delovnih mest, ne pa pakt konkurenčnosti. Ampak to je zgodba, s katerim pač ne prideš blizu tem našim politikom. Skratka, svobodni sindikati opozarjamo najmanj na dva segmenta teh točk, ki so za nas nespremljivi, nevarni, to je ukinitev indeksacije plač in harmonizacija pokojninskih sistemov. To je napad na standard delavcev in delavk. To je sredstvo v bistvu, ker želijo gospodje spet dvig dobičkov. Kajti dvig dobičkov še avtomatično in dvig konkurenčnosti avtomatično ne pomeni nova delovna mesta, večji standard delavcev. Mi smo to lekcijo že dali skozi, ker smo imeli pred krizo natanko to kot ideal, kot cilj, pa smo prišli v krizo. Tako da obsojamo pač ta hlapčevski odnos naših politikov in vlade do nekaterih teh pobud in se bomo pač temu upirali. Res temu nasprotujemo. Dobro, toliko na kratko z naše strani. Jasno vprašanje? Ja. Vi ste rekel, da smo Slovenci eni rekli, ki smo šli v takošno podporo, ne smo podporali, ne to. Kdo denimo je potem nasprotoval tem paktu? Lahko je samo seznam, če preberem po državah. Mislim, ker smo. Kar se tiče, zaenkrat, kar se tiče proti odpravi usklajevanju plač z inflacijo in imam zbirni podatek za določene enotne osnove davka na dohodek podjetij, so bili proti. Izrazito odklonilno stališče predsedniki vlad so se odzvali. Belgije, Luksemburga, Španije, Portugalske, Irske, Avstrije, Poljske, Slovaške. Kar se tiče harmonizacije pokojninskega, takoj nemudoma naslednji dan, Avstrija pa Luksemburg. A če jaz prav razumem, mi smo pa kar paket vseh 6. Ja, to s tem mediji, že naslednji dan, STA in še kdo poročali natanko to. Izjava predsednika. Ne, govorim pač mediji tako, se nekateri ste, nekateri niste. Ampak so, ni bilo demantija, je treba verjeti temu, Saj jaz bom to, nas smo vse državnega sveta, tudi na vse državnega sveta tega našega predsednika poprašal, ko je s tem, ampak bilo je rečeno in moramo odreagirati, ne smemo pustiti tem politikom, da šarijo s temi obljubami, Namreč v tem vlaku hočejo biti, ampak kakšno vlogo bojo imeli v tem vlaku? Zagotovo ne strojevodi. Čeprav razumem, ste vi v bistvu proti kakršnikoli harmonizaciji pokojninskih politik v EU, čeprav v končni fazi vse države so se z istim izzivom soočajo. Če imamo v območju evra, če imamo skupno valuto, je verjetno vse ena razprava o poenotenju politik pokojninskih, ki zelo vplivajo na javne finance, še vse bolj bojo, verjetno vseeno na mesto, če že poskušamo poenotiti javne finančne politike, kar je glavni manjko območja evra v primerjavi z drugimi valutami. A ste potem saj mogoče zato, da se začne razprava, kako poenotiti pokojninske politike oziroma pokojninske sisteme znotraj območja evra, če že niste mogoče za ta način, da se podražuje doba pokojnine. Saj za začetek razprave, kako poenotiti? O problematiki pokojninskih sistemov v Evropi teče razprava in je tekla razprava že pred leti in teče tudi sedaj. Nič novega. In tudi mi smo vključeni v te razprave. Te razprave so zlasti intenzivne znotraj odbora za ekonomska in socialna vprašanja, ker je že pred kratkim, pred 14 dnevi, prišla analiza razmer v Evropi z sugestijami, predlogi, kako v Evropi reševati te pokojninske sisteme. Tisti, ki nimate, mi vam z velikim veseljem pošljemo, je prevedeno tudi v slovenščini, in opozorila, ki so tam, so prava opozorila. Ampak ambicija nekaterih je seveda, ne gre v tej smeri, gre v smeri v bistvu poenotenja, ampak
tega poenotenja že sedaj, tudi med razvitejšimi deli Evropske unije, ni, že med Nemčijo, Švedsko so razlike, med Nemčijo, Avstrijo so razlike, ne? In tisti, ki ne upošteva teh posebnosti, ne, dela napako, ne more biti kriterij poenotene javne finance. Napaka, napaka, to so sistemi, ki so občutljivi, ne more imeti prvo in zadnjo besedo tukaj ekonomisti. So pomembni del, so gotovo, stroka ne smemo ignorirati, ampak to so sistemi, ki so občutljivi, ker gre za ljudi, ne gre za evre, ali pa ne gre samo za evre, gre tudi za ljudi. In za tega mislim, vsaka država, glede na razmere, kulturo, tudi tradicijo, znanje, razmere moči, strukturo, išče svoje poti. Tako je in tako mora ostati, mislim. Res pa je, da v Evropi, v tem našem prostoru širše, so se razvili sistemi, ki je tudi nekaj skupnega. Medgeneracijska solidarnost je pomembna vrednota, ki druži večino sistemov pokojninskih teh zavarovanj. Skrb za to, da bi ljudje, ko delajo, delali relativno zdravi, v nekih zdravih delovnih okoljih, da bi delali dlje tudi, je prav pristop. Ustvarja delovna mesta, ki so prilagojena starejšim ljudem. Ja, in še marsikaj, vse te stvari že dobro poznate, kje so problemi. Tako da mi ne nasprotujemo a priornemu pristopu, ampak harmonizacija točno se ve, kaj je, točno se ve, kaj so Nemci naredili in točno se ve, da Nemci zdaj hočejo diktirati, zato, ker so pač tisti, ki največ denarja tudi dajo v te pomoči, čeprav tudi oni marsikaj prejmejo, želijo diktirati ta vzorec reševanja tudi pri drugih državah. To je. Ali lahko se to še vprašam, ali je sploh možno poenotiti te različne modele pokojninske, glede na to, da se nimamo vsi Bismarckov, nimajo vsi Bismarckovega modela, se gre tukaj za čisto različne logike delovanja teh pokojninskih sistemov. Absolutno ni mogoče, ampak govorim, to ni beseda poenotena prava, Nekatera načela, kot je medgeneracijska solidarnost, so v tem prostoru, ki nas obdaja, dominantna. Mi smo del tega prostora. Nemčija, Avstrija, tudi Italija, Slovenija, pa dobršni meri so skandinavske države tudi tukaj, ampak tudi med temi državami so razlike. Ampak načelo medgeneracijske solidarnosti, takšen kot je, pa prevladuje v Evropi. So tudi nekateri drugi modeli. Ampak to so modeli, ki so vezani na Friedmanovo šolo, na Friedmanov model privatizacije kot alternativa, ki so doživeli krah v Čilu, doživeli krah navsezadnje tudi na Madžarskem in v Avstriji, ker je prišlo do podružbanja, podržavljanja teh stebrov. Tako da ni realno, da bi se poenotili. Spremembam najbolj silijo privatne pokojninske družbe, ki v tem vidijo zaslužek. In to je že analiza narejena na nivoju Evropske unije. In v bistvu te družbe delajo kraval, strašijo ljudi, kako bojo živeli v času, ko se bojo pokojili, ker pač vidijo tlenot svoj zaslužek. Ampak dejstvo je, da recimo Nemčija, težka delovna mesta, več, če si pogledamo, plačuje delodajalec delavcu drug pokojninski steber. In ko je delavec star 60 let, ali pa 59, če ne zmore delati, gre v penzion. Ampak ni v pravem penzionu, on čaka in dobiva nadomestilo z druga stebra. In ko je dovolj star, gre v redno penzijo. Tak nas učijo. Od česa pa ne naš delavec, ko bo star 65, 63, 62 let, v enem tamu ali pa v katerem Gorenju, ki je god, dobi nadomestilo do 65, da bo preživel, če ne bo mogel tistega fizično delati, ker ne zmore, to je tekoči trak. In naša država ti ljudi sili v predčasno upokojitev, ki pomeni absurdno znižanje teh zneskov, ki bi jih mogli prijemati. Mislim, problem, ki vem, da je obroben, ampak ni ga moč spregledati, ampak to je realnost. Kakšen sistem bomo imeli, kako pokojninski, pa to je stvar družbene moči nekih slojev, odločijo tisti, ki delajo na delovnih mestih, na katerih želijo delati do 70 leta, sebe vidijo in niso v stanju videti, da je neka druga velika skupina ljudi, ki preprosto
ne more delati več, koliko dela. So zgarani ljudje. Ne. Ampak ta skupina, ki obvladuje moč, obvladuje politiko, obvladuje medije, obvladuje vse, ne, diktira odločitve. Ne. Večina teh ljudi, ki ima glavno besedo, do 70 leta bo delali, hvala Bogu, jaz sem prvočno do 80 leta. Oni imajo moč, oni imajo oblast in nočejo videti in ne vidijo, ne, in vse drugo je pač demagogija. Ne. Vse drugo je in to je ta konflikt. Ne. Ampak najbolj žalostno, to so dobro plačeni državni službenci. Dobro, lahko končamo. Ne.